Ob osamosvojitvi je Slovenija kot samostojna država, kot republika, sprejela temeljno ustavno listino o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije. V njej je postavila na temeljno osnovo svojega delovanja človekove pravice in svoboščine in načela pravne države. Spoštovanje osebne svobode posameznika in pravna načela in merila svobode demokratične družbe in evropske pravne civilizacije so bistven sestavni del izhodišč slovenske ustavnosti. Tudi v preambuli je ta listina napisala, da so v nekdanji socialistični federativni republiki Jugoslaviji, katere del je bila seveda tudi socialistična republika Slovenija, bile hudo kršene človekove pravice in da ta država ni bila pravno urejena država. Posebno težek primer sistematičnega, to se pravi ponavljajočega se, kršenja temeljnih človekovih pravic in svoboščin, pa je bila uporaba strelnega orožja pri ilegalnem prehodu čez mejo in posledično tudi takojšnje usmrtitve prebežnikov na slovenskem Berlinskem zidu. Zato pač predsedniku državnega zbora zastavljamo nekaj vprašanj. Vprašanja se nanašajo na to, kar je izjavil kandidat za predsednika Vrhovnega sodišča, ki je javno izjavil, da je sodeloval kot preiskovalni sodnik pri ogledu trupla ilegalnega prebežnika meje, ki je bil ustreljen in je obležal ob meji. Tudi na seji Komisije za peticije in za človekove pravice je tudi začasna predsednica Vrhovnega sodišča izjavila, da so bile na seji vrhovnih sodnikov razjasnjene vse dileme okoli ravnanja kandidata. Podobno je zatrdil tudi minister za pravosodje, pa so vse nejasnosti odstranjene in podobno je nenazadnje včeraj izjavil tudi premier Pahor. Dejavil sicer, da v dobri veri verjame temu, kar so povedali omenjeni, torej začasna predsednica Vrhovnega sodišča in minister za pravosodje. Vendar, po podatkih, ki so javno znani, je bil ilegalni prehod meje pravno kvalificiran kot prekršek, zaradi katerega je bila predpisana denarna ali krajša zaporna kazen do 3 mesecev. Takratna veljavna zakonodaja je ilegalni prestop meje kvalificirala kot kaznivo dejanje le v primerih organiziranega ilegalnega prehoda oseb, ki so imeli namen rušenje takratne ustavne ureditve. Se pravi, nek organiziran napad na mejo. In to skupaj, več oseb. V zvezi s tem pač spoštovanemu predsedniku državnega zbora naslavljamo apel, da odgovori na nekatera vprašanja, ki so ostala nerazčiščena. Prosimo ga, da najprej zagotovi odgovore začasne predsednice Vrhovnega sodišča in ministra za pravosodje, kot tudi kandidata za predsednika Vrhovnega sodišča na naslednji vprašanji. Najprej, kateri javno objavljeni zakon iz tistega časa je nekdanji jugoslovanski vojski dovoljeval streljanje na ilegalne prebežnike na meji, zlasti na tiste, ki so bežali iz nekdanje Jugoslavije. Prosimo za konkretno navedbo tega predpisa in člena. Drugo vprašanje. Kakšno vlogo so pri tem pojavu objavljenih predpisih imeli takratni preiskovalni sodniki in tožilci? In kakšne so bile njihove naloge? Poleg tega pa seveda prosimo dodatno predsednika državnega zbora, da zagotovi
še dodatne odgovore kandidata za predsednika Vrhovnega sodišča na naslednja vprašanja. Kakšen je bil konkretni epilog dogodka, ki mu je prisostvoval, kakor je javno potrdil? To naj bi se o gradivih, ki so ta trenutek na razpolago, zgodili 7. julija 1984. Kakšni postopki so bili sproženi proti vojaku, ki je omenjeno osebo ubil in zoper njegove nadrejene? Kako in pred katerimi sodišči je bil ta primer zaključen? O primeru, da kandidat o tem ne ve nič, ga pa seveda sprašujemo, ali je po takrat veljavnih predpisih ne le kot preiskovalni sodnik, ampak tudi kot državljan prijavil kaznivo dejanje umora in komu ga je prijavil. Odgovori na ta vprašanja so ključnega pomena. Tudi v luči navedbe občne seje Vrhovnega sodišča, ki naj bi preteklosti kandidatov, tako kot so zatrjevali, že razčistila. Prav tako so ti odgovori na vprašanje ključnega pomena z vidika trditve ministra za pravosodje, da so bile vsa dejstva z ravnanjem kandidata že razčiščena in že pojasnjena. Dokler javnost ne prejme popolnih odgovorov na vsa navedena vprašanja, menimo, da pomisleki, ki se pojavljajo ob izvolitvi predsednika Vrhovnega sodišča, niso dovolj razčiščeni. Ne nazadnje, tudi je treba opozoriti na dejstvo, da se zelo verjetno podatke o tem nahajajo v neki tuji državi in je nemogoče, da bi nosilec najvišje funkcije sodnosti v državi bil pod hipoteko, da se o njem vodijo potencialno, seveda govorim, to je hipotetično, podatki o ravnanjih preiskovalnih sodnikov, konkretno tudi njega v neki drugi državi. To seveda ne samo, da meče zelo težko lučna institucijo, nespremljivo lučna podobo institucije pravosodnega sistema, ki ga simbolno predstavlja predsednik Vrhovnega sodišča, ampak seveda tudi vzbuja dvom o možnosti izsiljevanja se strani tuje države. Zato je nujno, da se vsa ta vprašanja pač pojasni.